Danes bomo govorili o trendih v digitalnem marketingu. 8 smo jih pripravili. Dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly, sva Zoran in Nejc. In danes bomo govorili o trendih v digitalnem marketingu. Zato, če si niste pogledali prejšnje oddaje, najbolj da kliknete na link, ki smo ga pripeli v ta video. Govorili smo o Facebook oglaševanju, ampak greva kar v samo tematiko današnjega dne. Zoran, kar izvoli s prvim trendom. Kar prvi trend, takoj v akcijo. Prvi trend, ki so ga za danes pripravili, je vsebinski marketing. To je tako, kar se en trend, ki se vleče verjetno že na 3-4, pa če malo pretiravam, sigurno zadnjih 5 let. V Sloveniji smo še malo v zamudi, ampak ko rečemo vsebinski marketing, kaj pravzaprav mislimo? Govorimo o tem, da vi kot podjetje producirate neke vsebine za vaše uporabnike, neko dodano vrednost. S tem uporabnike dejansko navežete nase, jim date neko uporabno vrednost, in še več te uporabne vrednosti in še več, da jim na koncu lahko nekaj prodate. Tako da vsebinski marketing definitivno nekaj, kar morajo slovenska podjetja začeti delati v 2017, ukolikor še niso. Ja, in jaz bi tukaj vskočil kar z naslednjim nasvetom, ki se pa dejansko navezuje na vsebinski marketing, in sicer bi govoril o video vsebinskem marketingu, ki pa danes postaja vedno večji trend, oziroma kateremu se, tako kot si že sam rekel, iz vsebinskega marketinga podjetja še niso tam, kjer bi v slovenskem ekosistemu, ampak pri video vsebinah pa sploh niso tam. Se pravi, je zelo pomembno, da če se še niste začeli s tem ukvarjati, da se začnete ukvarjati samim vsebinskim marketingom z vidika video vsebin. Ampak, ker smo o tem že zelo veliko govorili tudi v eni izmed prejšnjih oddaj, mogoče celo najbolj, da si ogledate, mislim, da je bila to prva oddaja, da si ogledate to prvo oddajo, pa da tukaj ne izgubljava preveč besed. Naslednji trend, Big Data in Analytics. Dejansko tista ena največjih prednosti digitalnega marketinga je ravno v tem, da lahko večino stvari, če ne kar vse, merimo. Se pravi, vse praktično, kar delamo, lahko do neke mere tudi zmerimo. In zdaj, ko smo nekako v tej zreli dobi digitalnega marketinga, ali pa saj prehajamo v njo, so tudi ta orodja za merjenje veliko bolj sofisticirana, ali pa postajajo veliko bolj sofisticirana. Dozorela so na nek način. Ja, tako. In lahko dobimo že toliko specifične in natančne podatke, da dejansko potem tudi uporabnikom serviramo točno tisto vsebino, ki jih zanima. Zelo lep primer je bil v zadnjem času, ki je bilo ful aktualno, so bile ameriške volitve. En video na netu je dosti časa krožil, tako če ga še niste pogledali, si ga lahko pogledate. O Cambridge Analytics, mislim, da so oni, ne? Ja, nekaj takega je ime, ja. Oni so delali za Trumpa analitiko in so praktično prek analitike dosegli za njegovo kampanjo precej dobre rezultate. Tako da definitivno, če se še niste izobrazili z tega področja analitike in pa Big Data, je to nekaj, kar morate narediti v 2017. In če dava tukaj primer z nekimi tradicionalnimi kanali, ker vi targetirate, naprimer televizija, ker vi targetirate vse ljudi, ne? Zelo težko je ozko targetirati, oziroma skoraj nemogoče. Zakaj tukaj Big Data pa analitika igra tako veliko vlogo? Ker vi lahko preko digitalnih kanalov zelo natančno targetirate različne ciljne skupine in jih nagovarjate s točno tistimi sporočili, ki so za njih najbolj relevantna, in ki najbolj lahko na njih vplivate. Seveda tukaj je vedno pač vprašanje tega, do katere mere lahko na ljudi vplivamo, ampak je pa absolutno, če imamo nek etični pristop, da je vse skupaj z vidika morale na ustreznem nivoju, mislim, da je to z vidika oglaševanja zelo dober način. Zdaj, tukaj bi lahko razglabljala iz vidika političnih namenov, ampak z vidika oglaševanja, mogoče tudi še en tak primer. Najbolj pri analitiki je to, če za nekoga veste, da je v nakupnem procesu ure,
mu v bistvu s tem, če ga boste zelo natančno znali targetirati, mu boste v bistvu rešili njegov problem. Se pravi, nekdo, ki je v tem nakupnem procesu, pa bo mu oglas ur serviran, v bistvu bo on vam na nek način hvaležen, se pravi, bo kupil vašo uro in hkrati bo hvaležen vaši blagovni znamki, ker ste mu rešili dejanski problem. Tako da v teh smerih je potrebno glede big data pa same analitike razmišljati. Veš, če se to super poveže, to, kar si ravno kar govoril, z marketing automationom. In to je naslednji trend v 2017, se pravi avtomatizacija v marketingu, kaj tukaj misliva. Zdaj spet digitalni marketing nam omogoča, da lahko precej stvari delamo, se pravi, avtomatsko, da potekajo. En tak tipičen primer je recimo z e-mailingom. Lahko spremljamo ljudi, kaj delajo na naši spletni strani, naprimer, da prodajamo, deva reči, obleke. In nekdo je, naprimer, bolj gleda dlje časa puloverje, nekdo bolj dlje časa gleda, naprimer, hlače. Če mi to spremljamo z neko analitiko, mu lahko potem tudi e-maile serviramo take, da mu bolj kažemo puloverje, drugemu bolj kažemo hlače. In v bistvu v ozadju nastavljamo avtomatiko in dejansko v bistvu serviramo te, se pravi, e-maile avtomatsko. Tudi na drugih področjih se kaže ta avtomatika, se pravi trend te avtomatizacije. Tipičen primer je Facebook, ki je pred kratkim uvedel automation rules, se pravi neka pravila avtomatizacije, ker lahko vi praktično oglaševalsko kampanjo avtomatizirate tako, da se ob določenih trenutkih, ob določenem pogojih sama izklopi, spet nazaj vklopi, se spremenijo neki drugi faktori in tako naprej. Tako to je definitivno trend. Prvi s tem si prihranite čas, denar, stres in še marsikaj drugega. Kar je pa še najpomembnejše, s tem dajete relevantne vsebine vašim potencialnim potrošnikom ali pa vašim potrošnikom. In ta relevantnost se nama zdi ključna pri vsej tej zgodbi. Ne, da jih zasipamo z vsemi različnimi messagi, ampak samo s tistimi, ki so za njih v danem trenutku najbolj relevantna. In greva zdaj kar naprej na, mislim, da je peti trend. Sicer bi govorila o sami uporabniški izkušnji. To je tudi nekaj, kar se v našem prostoru že kar nekaj let se pojavlja, ampak bi ga vseeno vključila med trende. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker tisti, ki še niste prenovili naprimer spletne strani v zadnjih 5 letih, ki imate mogoče še malo zastarelo, je uporabniška izkušnja ključna, zaradi tega, ker so se same nakupne navade potrošnikov ogromno spremenile tekom 5 let. Zaradi tega, ker je toliko enih novih kanalov, vedno več ljudje preživijo časa na spletu. Mislim, da je podatek okoli 3 ure prostega časa na dan, kar je tako enormno. In enostavno je zelo ključno, da uporabnika peljete čez dobro uporabniško izkušnjo, ker če bo nekdo prišel na vašo spletno stran ali pa tudi preko samega oglaševanja, da ne bo za njega relevantno, da se ne bo dobro počutil preko tega, da bo čim bolj proces, kako bi rekel, da ne bo bumpy, se pravi, da bo smooth, se pravi smooth, da bo vse gladko potekalo, je ful večja verjetnost, da se bo potem pri vas odločil za nek nakup ali pa da bo vaša blagovna znamka v njegovih možganih na zelo visokem nivoju pozicionirana. Zato morate danes uporabnikom čim bolj enostaven ta proces omogočiti in zato tisti, ki še niste temu posvečali veliko pozornosti, se nam zdi zelo pomembno, da temu posvetite pozornosti, ker danes so uporabniki neočakani. In morate ta proces res za njih enostaven narediti. In če boste investirali v uporabniško izkušnjo, tukaj mislim, da lahko damo roko v ogenj, da boste s tem dobili boljše rezultate. In ko govorimo o tej uporabniški izkušnji, mislim, da bo tudi enega gosta pripeljala na to. Ja, pa dejva ga kar naslednjo oddajo, če se bo dal. Najboljš, ok. Najboljš, super. Ker je res zelo pomembno področje. Kaj ćemo iti kar na naslednji trend? Naslednji trend pa ga dajmo poimenovati diverzifikacija in specializacija za kanale. Kaj tukaj mislimo? Digitalni marketing je ratal že toliko huge, toliko velik, da so enostavno različni kanali med seboj že toliko različni, da dejansko ne moremo uporabljati vedno istih vsebin na vseh teh različnih kanalih.
dajmo kar tako reči, bolj plastično. Tako kot ne morete dati popolnoma enakega oglasa na radio pa na TV, tudi ne morete popolnoma enake vsebine dati na Facebook, pa recimo na YouTube, pa recimo na Twitter, pa recimo neke druge kanale. Se pravi, ful je pomembno to, da delate posebne, prilagojene vsebine za vsakega izmed kanalov. Ne morete to, kar pišete na blogu, tudi pol pisati preko, ne vem, Facebooka. In ker smo že prej govorili o sami neočakanosti uporabnikov, ker želijo imeti čim bolj enostaven proces, je zelo pomemben trend, ki se vedno bolj pojavlja, tako imenovani instant messaging, se pravi instantno komuniciranje z vašimi uporabniki. Naprimer tukaj, da kar z enim podatkom vam serviram, in sicer 45% ljudi na družbenih omrežjih pričakuje odgovor v manj kot 1 uri. Kar pomeni, da morate vaše poslovanje prilagoditi temu, da ste čim bolj odzivni. Če vam nekdo postavi vprašanje, da se čim hitreje na to vprašanje odzovete. Kar pomeni posledično, da morate tudi vaš marketinški oddelek tako prilagoditi iz strateškega vidika, da boste možni odgovarjati ljudem to hitro. Ker če samo pomislite, kako se potrošniki obnašajo oziroma kako komunicirajo na osebni ravni en z drugim. Enostavno to tako poteka, nekemu prijatelju pošlješ message, sporočilo preko Messengerja, preko WhatsAppa, se ni važno preko katere platforme, in oni takoj pričakujejo odgovor. Jaz sem bil velikokrat tudi v pogovorih z ljudmi, pa sem jih vprašal, ste neočakani, če vam ne odgovorijo tako po 30 minutah ali pa 1 uri, pa so vsi mi rekli, že takoj, kdaj sledi klic in tako naprej. Tako da danes so uporabniki res navajeni na tisto hitro komuniciranje in predvsem mladi se odzivajo tako, da ne dvignejo več telefona pa nekoga pokličejo, ampak pošljajo message in potem želijo čim hitreje dobiti povratno informacijo. Če je ne, so kar neočakani in že pišejo naprej, ali pa postavljajo kakšno pod vprašanje, kakorkoli. Tako da ta instant messaging je zelo, zelo pomemben in to nas tudi pripelje do samih chat robotov, katerim se podjetja danes vedno bolj posvečajo oziroma se nekako začenja. V letu 2016 se je s tem chat roboti bolj začeli ukvarjati, danes je pa že kar nekaj podjetij, ki dejansko vam izdela v Sloveniji bolj malo, ampak mogoče, da damo samim uporabnikom tudi, jaz jim bi dal en link do enega slovenskega podjetja, ki je sicer startup, ampak delajo chat robote za različne platforme za podjetja. Tako da to je tudi ena izmed takih zadev, o katerih začnite razmišljati, zaradi tega, ker se sam ekosistem pomika v instant messaging. Mogoče en tak, ko ravno govoriš o chat robotih, meni je zelo zanimiv GrowthBot, najdete ga na growthbot.org. To je v bistvu chat robot, s katerim se lahko, za chat robote mogoče to še povej, značilno, da se lahko pogovarjamo tako po domače, se pravi z nekim preprostim jezikom, domačim jezikom, in mu kar napišete pač tisto, kar vas zanima in tisto, kar je seveda chat robot tudi specializiran. In ta GrowthBot je meni všeč raven zato, ker ga lahko sprašujem neke marketinške zadeve. Naprimer, lahko ga direkt vprašam, katere ključne besede zakuplja oziroma kupuje neka spletna stran. Ali pa recimo si izberem neko spletno stran, pa rečemo pointout.si, pa napišem noter, preko katerega družbenega omrežja dobi pointout največ trafika. In GrowthBot mi v bistvu takoj vrže ven neke podatke, se pravi informacije, ki bi sicer moral jih sam precej časa zbirati ali pa uporabljati neka druga orodja, dejansko GrowthBot odgovori na točno taka vprašanja. Tako da kar poskusite, mogoče evo na pointout.si za prvi test, pa boste videli, kaj vse pravzaprav zmore en tak chat robot. In to je teh 8 trendov, ki sva jih tokrat za vas pripravila. Na tem mestu bi midva oddajo zaključila, ampak ne pozabite tudi komentirati, če se s kakšnim nasvetom ne strinjate, če bi vi kakšnega dodali, z veseljem bova odgovorila na vsa vaša vprašanja v oddaji ali pa v samih komentarjih potem spodaj. In najbolj, ko sva prej tudi rekla, da bomo gosta za naslednjo oddajo pripeljali. Dajmo kar Klemna povabiti pol, ne? Najboljš, da Klemna iz vidika uporabniške izkušnje je UX, UI dizajner, bo tudi on sam več povedal o tej tematiki in to je to.
To je to za danes, lepo se vejte, se vidimo naslednjič in pa čau. Čau!